Materinski dan je dan, ko se spomnimo na mame in na vse, kar delajo za svoje otroke. Takrat govorimo o njihovi ljubezni, skrbi in tudi o izzivih, ki jih prinaša materinstvo. Vsaka mama ima svojo zgodbo, nekatere se pri tem srečujejo tudi z dodatnimi izzivi. Andreja Kanalec je gluha 42-letna mama hčerke in sina. Njena nosečnost je bila nepričakovana, a polna veselja in lepih trenutkov. Pri vseh obiskih zdravstvenih in podobnih ustanov, povezanih z materinstvom, je uporabljala tolmača, kar je močno olajšalo sporazumevanje. Skozi celotno nosečnost in kasneje sem ob sebi vedno imela tolmača, brez njega se ne bi mogla sporazumevati, niti vedeti, kako naj poteka nosečnost in drugo. Pri porodu sem imela tolmača ob sebi, ker sem to želela. Nisem vedela, kako bom razumela napotke zdravnikov, zato sem potrebovala pomoč pri pravilnem dihanju in postopkih. Nisem se hotela preveč utruditi zaradi sporazumevanja, morala sem se osredotočiti nase in na porod. Tolmač me je usmerjal, kar mi je zelo olajšalo izkušnjo. Počutila sem se bolj varno. Pri ginekološkem pregledu me je medicinska sestra vprašala, ali se želim udeležiti šole za starše. To naj bi mi pomagalo, da bi se bolje pripravila. Prijavila sem se in bila so 3 predavanja. Eno o dojenju, drugo o rojstvu, tretjega se ne spomnim. Udeležba mi je bila zelo pomembna in poučna, predavanja so bila polna nasvetov in priprav. Na koncu sem bila pripravljena in mirna za porod. Razložili so mi, kako bo potekalo in kaj pričakovati. Ko sem se pogovarjala z drugimi, sem vedela, da bom upoštevala tisto, kar sem se naučila na predavanju. Na koncu sem bila zelo hvaležna, da sem šla. Pri drugem otroku nisem šla v šolo za starše, saj sem že imela izkušnje pri prvem in vse je potekalo normalno. Osebe s priznano 80-odstotno izgubo sluha po Fowlerju lahko koristijo tehnične pripomočke, ki olajšajo marsikatero situacijo v vsakdanjem življenju. Eden od teh pripomočkov je elektronska varuška, ki jo mamica lahko pridobi z vlogo za dodelitev tehničnega pripomočka. Priložiti mora izjavo o predvidenem datumu rojstva otroka. Vlogo lahko vloži največ 30 dni pred predvidenim rojstvom oziroma do 1 leta po rojstvu otroka. Med nosečnostjo sem izvedela za elektronsko varuško. Izkoristila sem tehnične pripomočke in se naučila njihove uporabe. Ko sem prišla iz bolnišnice, nisem vedela, kako bo potekalo in kako bom slišala, če se bo otrok zbudil, zato sem se pogosto zbujala in preverjala, ali je z otrokom vse v redu. Ko je otrok zajokal, mi je varuška to sporočila, kar mi je dalo potrditev, da dela dobro. Potem sem se počutila varno in mirno. Od takrat naprej sem se lahko zanesla na varuško. Tudi moj partner Ivan včasih nosi slušni aparat in me po potrebi zbudi. Tako lahko on vstane in se jaz mirno naspim, saj vem, da bom obveščena, če bi me otrok za karkoli potreboval. Z otrokoma vedno govorim v govornem in znakovnem jeziku. Ko sem z nekom kretala, sem opazila, da otroka zanimajo roke, ki se premikajo. Vedno, ko sem kaj razlagala, sem hkrati uporabljala tudi kretnje. Prve besede so bile mama in ata. Pri 1 letu je hčerka sama pokazala kretnjo za vodo. Otroške kretnje so sicer malo drugačne, ampak sem jo razumela in ji ponudila, kar je potrebovala.
Najbolj bi se rada zahvalila svoji sestri Mateji, ker ima izkušnje s 3 otroki. Nudila mi je pomoč ob vsaki moji negotovosti in mi bila vedno na razpolago. Zaradi njenih dobrih nasvetov mi je bilo veliko lažje. Melanie Kapitan je 32-letna mama hčerke in 2 sinov. Sluh je izgubila že v otroštvu, danes pa uporablja slušna aparata. Vse moje nosečnosti so bili vsi načrtovani. Ko mi je zamudila menstruacija, sem nekako vedela, da sem zanosila. In ko sem naredila in je bil videti plusek, so bili občutki veliko adrenalina, malo skrbi, ampak tudi je bilo ogromno veselja, ne. In sedaj imam 6 let staro hčerko in 4 leta starega sina plus 9 mesecev starega sina. Pri ginekologinji nisem imela težav pri komunikaciji, pa tudi zdravstveno osebje normalno. Na začetku sem vedno govorila, da zdravniki naj govorijo počasi in bolj razločno, ne. In tako da ni bilo težav teh, no, in tudi tolmača nisem rabila. Ko sem dobila otroka v naročje, prvega, sem začutila, da sem postala mama. To je nekaj najlepšega. Drugi, tretji sem vedno jokala od sreče. Mislim, občutki se ne da povedati oziroma težko povedati z besedami. Postati mama je lahko ena najlepših izkušenj v življenju, hkrati pa prinese tudi različne skrbi in vprašanja. Melanie poudarja, da je pomembno prositi za pomoč, ko jo potrebuješ, saj je to povsem normalno in del materinstva. Ko smo prišli domov prvič z dojenčkom, me je bilo malo skrbelo, kako bom zmogla. Ampak sem imela tudi doma dodatno pomoč. Moja mama in tašča prišla malo pomagati, tudi kuhati kosilo. Mimogrede je tudi mož pomagal, ne. Za ponoči sem se odločila, da poskusim z enim slušnim aparatom gor in drugega pa dol. In sem lahko slišala, ko joče, ne. In če pa ne bi slišala, potem bi pa mož pa pomagal pa me zbudi, a ne. Tako da je potekalo vse na splošno v redu. Moje otroke sem vedno spregovorila pravilno slovensko in tudi govoriti, ne. Se pravi, ne kretam nič, samo govoriti pravilno slovensko in bolj razločno, ne. So pa tudi majhne komunikacijske ovire. Na primer, otroci se hitro govorijo, a ne, ali pa se obračajo in potem jaz tega ne vidim, a ne, kaj govorijo in tudi ne slišim dobro.
Najbolj mi je v srcu, ker sta otroka rekla, da me imata zelo rada. In tudi, da me kličeta lepo mama, in potem sem začela zavedati, da kako je močna ta vez med mamo in otrokom. Zgodbe gluhih mater nas opominjajo, da je najmočnejša vez med materjo in otrokom tista, ki jo gradijo srce, potrpežljivost in vsakdanja skrb. Vsem mamicam želimo, da je vsak njihov dan poln ljubezni, topline in preprostih srečnih trenutkov, ki osrečujejo in izpolnjujejo srce.